da pri nas v nasi gre vse narobe. Zato sem pobral njihovo teorijo in vam bomo sedaj s pomočjo naših stevardes in astronaut razložili, kako v pičlih 4 dneh do Marsa. Torej, pred nami so planeti Zemlja modre barve, potem Sonce rumene barve in pa Mars rdeče barve. V šoli nas učijo, da Zemlja se vrti okoli Sonca. Prosim za demonstracijo. Torej, Zemlja naj bi se vrtela okrog Sonca, kar pa ni res. Pozabljajo na zelo pomembno dejstvo. Namreč, Sonce potuje skozi vesolje s hitrostjo 230 km na sekundo. Stvar je potem popolnoma drugačna. In to stvar smo rekonstruirali mi. Poglejte si to gibanje planetov. Neverjetno. Torej, to je pravilno kroženje Zemlje okrog Sonca. Ponovili bomo še enkrat, ker smo za vas rekonstruirali staro sumersko predstavitev kroženja Zemlje okrog Sonca. Če boste pozorno gledali našo predstavitev, Zemlja kroži, Mars se ji odzadaj, rdeči Mars, se ji odzadaj približuje, prehiteva, prečka njeno pot in jo prehiti. Torej, naša naloga je sila preprosta. Uloviti pravi trenutek, zapustiti Zemljo na mestu, kjer bo Mars čez borih 4 dni, ponavljam 4 dni, prečkal njeno pot. Torej, naša naloga je z našo raketo Apollo 14 izstopiti iz Zemlje, počakati 4 dni na tistem mestu in Mars nas bo sam pobral. Torej, ker se čas nezadržno približuje, se bo naša posadka ukrcala in priča boste prvi izstrelitvi rakete iz Idrije, torej matičnih rudarjev, kjer bo naša raketa poizkušala pristati na Marsu. Sedaj bom za besedo prosil še tehničnega vodjo in predstavnika za stike z javnostjo, da nam razloži, kaj bomo na Marsu sploh počeli. Na Mars. Da vidimo, če ima še kaj rude gor, če ne treba nekam drugam. Z nami je v bistvu ta bolj pomemben član, ta naša psica Lajka. Kje je Lajka? Ja. Tam je pa ta naša posadka, ki bo bila sploh posebna oprema in bo to vse pregledala gor. Tako da ta naša raketa, kad vidite, zelo posebna, tudi nas se ne more primerjati, ker še taka tehnologija je tudi nepremočljiva, kar je sploh pomembno gor v zraku. Drugač pa, če ima gor kaj najdlom, pa ima, če ne pa ne vem, če še prišel kaj nazaj. Tako da, zdaj bi kar pa klical naše člane gor, kaj ima sem 4 dni cajta in če nahrima zdaj, ima večen zamdel, pa bomo mogli. Se bo ukrcalo na radio. Prosim bi vas za pomoč pri izstrelitvi. Odštevajte navred z nami. Idrijska posadka bo čez nekaj trenutkov odletela proti Marsu. Zaploskajmo! Aplauz Idrija! Pogumni idrijski astronauti se bodo za vas odpravili na Mars z nalogom poiskati živo srebrno rudo. Idrija, odštevajmo
4, evo slišim, 3, 2, 1, ozlet! Idrijska posadka se je pridružila zvezdnim stezam. Aplauz za pogubne astronaute! Vabljeni še enkrat vsi skupaj! Cirkus prihaja v Idrije! Aha, še ni bilo! Zdaj kmetje, glejte si, kak je treba kravo most. Pa naše pastirje prašite, kak je treba futrat, da daje namest mlika vinu. Imate kakšen program, je tudi kakšen nastop? Ja, seveda imamo. Bi kar prosil, jaz Prosim, dajmo nastop. Bi kar prosil. V prvi točki bodo nastopile naše kure. In sicer prva točka je tek skozi obruč. Prva kura, kar ne zašprinta skozi obruč. Sviže mliko, ljud prav pomalo, To je bil Petelina, aplauz za Petelina! Prima kar naprej! Pravkar pomalo, Tretja kura je tudi uspešno šla skozi obruč, tako da čakamo še naslednja. Ta hriben pa čas. A mi zreptate? No, ta se je pa tudi nazaj obrnila, tako da se boste videli, kako se stranske so naše kure. Še zadnja kura. S tem smo zaključeni s programom kur, zdaj pa vam na prizorišče našega slona. asistentke se tudi dobro prehneš. Zato se pregne. So tudi z Ukrajine. Ne, asistentke pa niso Ukrajinke, so pa hrabarke. Zdaj pa osrednji host današnjega cirkusa, slon velikan. Nelson Mandela iz Južne Afrike. Slon bo danes imel točko, da bo prvič stopil na pručka. Nekaj smo mislili, glede na to, da je na odlagališču komunalnih odpadkov v Lebivču nameravajo ena stiskalnica hidravlična, da bi za prvo silo lahko slona ponucali. Lahko bi bila, ja, tudi slon bi lahko papirje hodil. Tako ja, nekaj dava smo mislili. Dajmo en aplauz za našega slonja! Bravo, slon! Samo da ti! No, zdaj bomo rekli, pa slon, daj še malo počipnite zadaj, da vidimo, če smo jo tudi to stresirali. Lejte, kak tul! Dajmo en aplauz za slona! A ja, si res. Se zato pa mi nismo imeli menih problemov. No, tak, počasu se je naša točka z našim slonom izteka, tako da zdaj se bosta pa počasu pripravila še naša krava, vidite, kako smo je lepo uštimali, posebej za danes, tam smo je dali tak lep klobuk, pa en kus. Trtnega listka ima še zmeraj noter, a veste. Prejšnjo leto so naša krava idrijski občinari pomolžili, tako da niti v ime ni imela. Zdaj smo je dali pa nikam pol dol na Horišku, da se je malo listja od trtena žrla, tako da zdaj pa ne boste verili, da je vinu. Tako da je krava Vinka, ti se počas pripravlja na stop. Najprej krava, kar po grubej se postaviti na štrik. No, on je srečno, no vidite zdaj.
podlaga je 0:30, pa moram reči. Gledaj, škreple. A ima voda? A ne vidiš tam? Da je 8, nikaj. 8 je navdušen, kakrave hlida v zadnji oplat. 8 je navdušen, zdaj pa glej, tu nad mojimi asistentkami, pa glej, bomo tam. Ne znam kaj otrnil slučajno, a ne? 8 je zelo živopisno izrazil svoje navdušenje. Životarno bi rekel, v barvah zale. V barvah zale je svoje navdušenje pokazal. Zvorno luč se mi je prižvala. Tarniča se me prižvala od sput, ja. A bi mogoče 8 ti še kaj pokazal, ko smo te tudi navadili. Malkeš na punca pa glej, pa v dabaj laži. Srbija Vidite, tam pa kaj dresiranega osla imamo mi. A Srbiniki tam pa tripkoj, koga se tu kremba. Dresirano. Samo veš kaj pa najbolj zanimivo, kao ono, u Oslu je Richard Vikinga ono glavno mesto. Oslo. Kako? Kje da Osla sa šli brej? Da Osla se šli Vikingi, ja. Nehaj za ono pritka, lahko pokaš na lođe. Sar tudi Vikingi so rekli, da nam svoja zgodba kar zapin. A vas ste kar navadili? Ali če je to prvo Norvežani pojde skok za gosta tam? No, za koga ste prši? Norvežani bežite z nekih mikrofonov, da adsprice postavite. Norvežani v glavnem so prišli za to. Ja, mislim, naj pa nas iz Norveške, a ne, za te stvrtec. Vej blizu hadarš, pa na hleh hadarš. Kak te abnahnu nas je Jeste, tam? halam daržava, viš, kar rekte. Kar sam si hadarča, viš? Ja, denar smo iz Norveške pripeljali za vrtec, a ne. Ja, kje je dan prej bil tak? Ukradli v Ljubljani. V Ljubljanca ukradli. Zakaj ste hadili skozi Ljubljano? Pa ni šlo drhot. Napaka. V glavnem, Drhot ni kaj bomo avtoceste. zdaj rekli, ga spi direktorca dvorca? Ma bomo Več dan sreče še prihodnjič. šloharca, če kaj vi kot je to in ma hoče da tarka, da ga najdemo. Lahko se pa tudi sam java, ne? Tudi, lahko se tudi sam jav. Vse se jav je, to je tudi sam, ne, tako da. Da, ne. Zmejneno. Norvežani, Norvegen in Taraskin! Ajde, lojte! Danke! Zdaj pa Vikingi, pa šlite! Veste meni naprej, kaj še dosti placa! Veste, kaj se meni dali! Za Norvežane, ajde! Ti, ej, zakaj smo ti sploh, Arsen? Jaz sem leta že se vlačim po teh cirkusih z enega od drugega. S njemu včasih so bile bradate ženske, to je, veš, kakšna baba, ne.
Lipa, kad pas bi Lipa, kad medved. Kad ovo kad lag. Se je šel z ludja, britma se tu. To je cijela zgodba, viš. Da bi ja rad slišal. Dek, zapoj nam, ali ko baš ja nam baš štorija bo videl. Tu jaz sem posebljene slovenskih estradnikov. Pit ne znam, kad Zoran Predin ne zna. Posluha nem, kad Halušin nema. Besedila butasta, kad ko je ona Saša Lendero. Ljubavnih tepih, kad Vili Resnik. Pa beruj kad Freddy Miller. Spomnim se dekleta z dlakami, krvavih teh oči in škrbatega nasmeha. Spomnim se na tvojo zbirko ptic in pohoška srca, ki sem lovil zate. Samo enkrat si povlegla mi, si želela malo uživati, ko bila kosmato si dekle. Leta smo videla od teda, kot srečala se malo dan, imaš da, ker si jih obrila. Ti sedaj, gospa, si zrihtana, brez nulo pa petedana, nisi več kosmato to dekle. Spomni se na fanta dolgi vlak, postal sem vokulak, da ti me boš ljubila. Spomni se, sem hotel biti muž, a hladna ti vsa, si z bolom me bolila. Nisem kriv, da nas poljubite, ti si kriva, ker ne želiš me. Zame si kosmato še dekle. 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 Zame si kosmato le dekle.